Na FDV-ju pripravljate dan antifašizma, Antifa, pa me zanima, vidimo, imate knjižni sejem, kaj vse lahko študenti in ostali obiskovalci tukaj kupijo, si ogledajo, dobijo. V bistvu ta majski event je v bistvu osrednji dogodek celoletnih Antifa dogodkov, ki poteka enkrat mesečno. In letos smo se odločili, da bomo v majskem eventu v bistvu se osredotočili na znanost kot ideološki aparat, kar bo okrogla miza tega osrednjega dogodka. Predtem so delavnice oziroma založbe, ki predstavljajo svoje knjige, da smo jim ponudili v bistvu neko sodelovanje med založbami in fakulteto. Po okrogli mizi pa bodo potekale delavnice Naredi si svoj badge, v bistvu tudi grafiti. Imamo tudi kavo in trenerkarski kotiček. Vsako leto imamo ta kotiček, ki nekako odpira svoja vrata v sam dogodek. V bistvu tukaj ponavadi kuhamo kavo in čaj tudi, tako da tudi pogostimo udeležence tega dogodka. In sicer prvo leto je bil ta kotiček v znamenju, mislim, da se je imenoval Čefurski kotiček, drugo leto je bil arabski kotiček, letos je pa trenerkarski kotiček. Gre pa za to, v bistvu, da nekako vsako leto pač poskušamo ta kotiček obarvati z neko aktualno temo, kot rečeno letos pač trenerkarski kotiček, in sicer probamo tudi ta koncept nekako povezati z dogajanjem, z vsebinskim dogajanjem na Antifa dnevu. Letos je tema znanost kot ideološki aparat in v tem smislu trenerkarski kotiček nekako metaforično izraža pozicijo, da bo, če bodo šli ukrepi načrtovani v to smer, dejansko znanost in izobraževanje nasploh bosta v Sloveniji postala drugorazredna. Zdaj, okrogla miza se še lepo zgodila, tako da koordinacijo ima čez moderator Juris Marke iz Tribune in pričetek ob 12. uri znanost kot ideološki aparat, kjer se bo po vsej verjetnosti z govorci problematiziralo aktualne probleme znanosti, tudi v bistvu rezanje finančnih sredstev znanosti in pa znanstveni in raziskovalni ter pedagoški sferi, ki se dogaja trenutno, in pa pač vse, kar se nekako dogaja v zvezi s komodifikacijo znanosti, z procesi bolonjske reforme in podobnimi težavami, ki jih v bistvu ni malo trenutno v znanosti. Večer v menzi je ob 21. približno se prične Pissing Boysi iz Velike Britanije in pa seveda Entoko z njegovimi klasičnimi reperskimi in družbeno-kritičnimi teksti, tako da vabljeni.